En lep dober večer, Tanja Skanza z vami in sicer danes se bom prepustila videu, prepustila se bom, naj me tok vodi, naj vam podelim nekaj informacij, to, kar počnem v teh 4 letih, predvsem pa, kakšne spremembe se zgodijo, ko človek obišče obred Ayahuasca. 4 leta nazaj in sicer za mano je bila ta vikend že 21. obred Ayahuasce, to pomeni, Ayahuasca se pije 2-krat, to pomeni in petek in soboto. To že počnem skoraj 4 leta, polna 4 leta, kmalu čez mesec dni 4 leta. V življenju predtem nisem bila oseba, ki sem probavala kakršnekoli substance, tako da v zadnjih 4 letih sem se srečala s psihadeliki in na podlagi tega se je tudi moje življenje marsikje spremenilo. Najprej, kje se je spremenilo, in to je danes moje sporočilo, ki bi ga danes, samo danes želela, da ga slišite. Marsikdo me pozna kot poslovno žensko, marsikdo misli, da sem bila, ne vem, da sem bila stroga, kakršnakoli. Jaz sem prepričana, da čisto vse sem to mogla biti, da sem potem se spoznala s tem, kjer sem. Ko sem prvič obiskala, ko sem prvič šla na en tak obred, ne da bi sploh vedela, kam grem, to je bilo tako, a mi zaupaš mi in za veko maj bom hvaležna tej osebi, ki me je peljala na obred, kajti od takrat je moje življenje res drugačno. In od takrat tudi naprej je v naše življenje so pristopili vse te stvari, katere prej niti nismo z Igorjem poznala. To pomeni razne mandale, kristali, sveti list, žajbelj, razni hidrolati, vse tisto, kar ti nekako pomaga, zato da ti ostaneš v svoji auri. Seveda sem se predtem srečevala z marsikatero zadevo, ampak rečemo, da nekje do leta 2010 sem bila pa največji, rečemo temu, skeptik, zato tudi, ko dam kakšen mail na temo obredov, se zavedam, kaj se z določenimi ljudmi dogaja, ker prav tako do leta 2010, ko je meni kdorkoli kaj govoril o angelih ali pa ne vem kamorkoli, sem jaz komaj zavijala z očmi, oziroma sem skoraj bežala od tega. Ampak potem pride neko obdobje, ko se mi je pač to zgodilo. Ajde, da se vrnemo, zakaj je bistvo tega videa. To danes res želim podeliti, ker je čisto sveže. Včeraj sem hotela video posnet, ampak smo prišla pozno, pa sem pa rekla, ajde, verjetno mogoče bo pa danes ta čas. Pa sem pa rekla, bi ali ne bi, pa se mi zdi, da je pravo. Marsikdo reče, da se na obrede ne boji iti. In se strinjam z njimi, ker ne vem, kako bi bilo meni, če bi jaz vse vedela, pa potem šla na obred. Dokler je naš tako obremenjen s tem, kaj bomo počeli, kaj bomo dobili, kaj vse se lahko zgodi, mi ne upamo spustiti to, kdor smo, to našo kontrolo, ker samo tako vemo, kdo smo. In se malo, ko mi sporočila še zraven prihaja, in ko dejansko toliko informacij, da pa ne vem, kakih naj zapakiramo. Toliko ran smo dobili, da tiste rane se bojimo pokazati. Bojimo se pokazati svojo ranljivost, bojimo se pokazati, da česa ne znamo, bojimo se pokazati, to pomeni svoje neznanje, bojimo se pokazati, da pač mogoče nismo takšni, kot si nas nekdo drug pričakuje, ampak da smo čisto drugačni od tega. Ali pa z eno besedo, bojimo se razočarati ljudi, ki nas občudujejo. In ko nas nekdo občuduje, potem pride tudi do tega, da v resnici kar naenkrat misliš, da moraš nositi samo maske, ker edino to je prava pot. Ampak, dragi moji, to je največja pot, katero poti neresnice, ne k pristnosti, ne k temu, da resnično spoznate, zakaj ste prišli na ta planet. Spomnim se, poleti sem dala en video, ko sem prišla iz obreda, ko sem napisala, da mala punčka, da kaj si je ta duša zbrala. Zdaj, nekdo od vas ve, da si duša sama izbere starše, to pomeni, da si mi izberemo naše starše. Jaz sem si izbrala mojo mamo, mojega očeta. Jaz sem se odločila, da bom se rodila njima in da bom šla skozi to pot.
No, in zdaj bom najprej začela osnovo, zakaj vsaka duša pride na ta planet. Zakaj točno ti, ki me zdaj gledaš, zakaj si prišel na ta planet. Ali kdorkoli. Samo, da bi se učila o ljubezni. To meni učila, kako najbolje spoznati in začutiti polno ljubezen. Printer mi je crknil, tako da sem mogla kar malo narisati. Nekaj slik. Okay. To je vse, po kaj mi pridemo. In skozi vse te preizkušnje, skozi vse te bolečine, skozi razne prevare, razno karkoli se nam zgodi, nas samo duša uči, da odpiramo svoje srce in da spoznamo pravo ljubezen. Samo to, samo to. Ampak skozi življenje, kaj se nam dogaja, da mi vsi, čisto vsak od nas, ima noter ljubezen. Sem je ta ljubezen, drugi list, zaprta. To sem kao probala ključavnico narediti, ne vem, če se vidi ali se ne vidi. Mi zapremo svoj srček, ker nas je nekdo prizadel. Naprimer, prizadeli so nas na začetku starši, ko smo bili čisto mali, ko smo čisto mali, so nas prizadeli, mogoče na način, da smo jokali v kinderpetu, pa niso prišli po nas. To dam primer. Smo v vrtcu nekaj naredili, ne vem, smo se v vrtcu nečesa bali, pa nam nihče ni, ne vem, nas objel, obvaroval, so nam smejali in spet neka rana. In prijemo v malo šolo, in prijemo v vrtec, skozi dobivamo neke rane. In več teh ran, ko mi dobimo, bolj postanemo trdi, bolj nalagamo si maske na obraz, zaradi tega, ker ne želimo, da nas to rani. Dve opciji so. Eni bežijo od tistih ljudi, ki začutijo, da jih lahko rani, eni pa grejo tja, ker jih zanima, kako ga lahko osrečijo, da pač dobijo ljubezen. Ok, in skozi vso to pot, ki jo mi spoznavamo, v nas notri, skozi celo to življenje, sta dve energiji. Kako lepo sem narisala. Ženska energija, pa moška energija. Ženska, moška energija. Zato tudi govorimo, ko rečejo, srček je sestavljen iz dveh polobel. Eno ste vi in vsako srce potrebuje še nekoga zraven. A veste, ko nekdo reče, meni je čisto dovolj, da sem sam. Mogoče se strinjam, mogoče ja, ampak da na koncu umremo je prav tudi, da smo z nekom. Da nekom preživimo to življenje. Ne samo, da obstajamo, ampak delimo to ljubezen. To pomeni, da se mi odpremo za sprejemanje ljubezni in da tudi mi dajemo. Zato sta dva polkroga. Ok, tako da malo približno veste, da vse to je osnova, to je začetek. Govorila bom o aji, o ajuaski in povedala sem, da kaj je bistvo. Bistvo življenja je učiti se v ljubezni, odpirati svoje srce, zavedati se, da potrebujemo in ženski in moški pol, kar je v nas je in ženska in moška energija. Ženska je prav, da bolj izraža svojo žensko, moški pa skozi žensko energijo. In da marsikdaj se nam zgodi, ne marsikdaj, vsi. Jaz sem prepričana, z moje strani, to govori moje mnenje. Zdaj, a veste, obstajajo filozofi, kdorkoli, ki pač lahko po nekih statistikah govorijo malce drugače. Sem prepričana iz mojega zornega kota, kako bi to mogla reči. Moje mnenje. Moje mnenje je, da vsak od nas je ranjen. Eni so ranjeni, vsak od nas je ranjen, zato ker edino tako se uči ljubiti. Ampak skozi te rane pa mi pridobivamo razne bolečine ali kako bi se temu reklo. Čutimo, da nam to dela krivico, to meni krivde. Čutimo, mogoče malce pomislite, da se vam je v vrtcu kaj slabega zgodilo, ali pa v mali šoli, pa vas je bilo sram, ko se vam je karkoli zgodilo, pa pri prvem fantu in takorkoli. Sram vas je bilo nečesa. In ta sram ostane z nami tako dolgo, dokler ga res enkrat ne spustimo. Ampak sram pa krivda je najtežje spustiti. Res. Ker se vleče, to je spet, bi mogla biti drug video, ampak ni tema na to. Potem, kaj se nam dogaja? Skozi rane, ko nas nekdo močno prizadene, začnemo sovražiti nekoga. Imamo to sovraštvo. Potem se nam zgodi, da slučajno prijete na to varianto, da vaša prijateljica ali pa
sta vaša prijateljica, se vi zaljubite v tega moškega in potem ta moški bolj privlači to vašo prijateljico ali pa obratno. Ne? In seveda, da prije do ljubosumja. In vsa ta čustva potem buhtijo ven. In ajuaska nam pomaga, da ta čustva odpravimo. Točno ta čustva, ki so noter skrita v nam, najprej nam pomaga z majhnimi stvarmi. To pomeni, da sploh spoznamo, enega sem največjega pozabila, strah, ki je naš največji sovražnik. Strah ever. Ali bomo prav rekli, kako bomo to rekli, ali naprimer lahko prodamo ta posel, ali mislim... Seveda skozi teh 21 ajuask, katerih sem bila, normalno, da je vsaka aja mi dala nekaj svojega, ampak da pa mi je dala svojega, je pa najbolj pomembna tudi predpriprava. No, ampak bom nadaljevala najprej to zgodbo. In prvo leto mojih obiskov, jaz nisem hodila samo na aje, hodila sem tudi na druge obrede, dejansko sem eno leto samo srkala in verjeli ali ne, kaj sem eno leto delala, sem se samo polnila z ljubeznijo. Zakaj? Zaradi tega, ko ti daješ to svojo ljubezen, veš, tako pride do tega, kako me imajo radi, moram temu pomagati, pa temu, če pomagam, pa vsi me kličejo, pa vsi me rabijo, to tako pomeni, da čutijo, kako sem dober, kako sem pristen, kako to malo morje in ti potem vsega to daš. In ti se iztrošiš. Ampak mi to potrebujemo, mi rabimo to ljubezen in to ljubezen tudi dobimo. Ne moramo reči, dajemo, dobimo. Ko pa čutimo, da se preveč iztrošimo, je pa prav, da ustavimo. Pipica se mora ustaviti. No in če je ta pipica iztrošena, moja pipica je bila iztrošena, pomeni pokazati, da sem dobra žena, pokazati, da sem dobra poslovna ženska, pokazati, da sem dobra sestra, da sem dobra hčerka, da sem mama, pač vse te vloge, katere pač človek mora imeti, in ko vse te vloge napolne, potem se iztrošiš. In nikoli sebe nisem postavila na prvo mesto. Nikoli. Tudi ko sem prišla Igorju, sem rekla, moram delati, ker bo z vrednostjo bom jaz pokazala, kako sem dobra žena, kako sem dobra mati. No in prvo leto mojih ajuask ali pa mojih obredov, ki je bil obred ljubezni, ajuaske, vačume, vseh obredov, se je dogajalo na temu, da sem se polnila. In vmes, ko sem se polnila, so se mi odpirale vse te moje preizkušnje oziroma moja čustva, ki so močno potlačena notri. Ko mi kdo reče, jaz nobenega ne obsojam, nobenega to je možno. Možno je tako kot nekdo, ko gre skozi določene programe, ampak noter v vas je to nekaj skrito. Ker če tega ne bi bilo, bi vi bili danes najsrečnejši, nikogar ne bi potrebovali, vse karkoli bi se odločili, vse bi vam kristalno lahko šlo, tako da ni glih tako. Rekla sem, da bom gledala na uro, ampak da se bom res prepustila. No in v tem prvem letu sem jaz takrat tudi dobila zelo jasno sporočilo. Mislim, jaz sem že na prvem obredu dobila sporočilo, da me je vesolje nagradilo, da me je konstantno nagrajevalo in konstantno mi je dajalo, zato ker sem bila odprta za nova znanja, bila sem ponižna, sprejemala in me je nagradilo z obiljem. In res je. Nagradilo me z obiljem, to pomeni, imam 2 čudovita otroka, čudovitega moža, živim v čudoviti hiši, imamo čudovito podjetje, obdano z več kot 300 ljudmi. Mislim tako, vse se poklopi, denarja imam dovolj, vse tako, kot mora biti. In na obredu dobim, prav konkretno se mi pokaže, da je moja pot, da sem poklicana, da zdaj ljudem pokažem, da jih denar ne more usrečiti, da denar jim daje varnost, da jim daje moč, da jih pa usreči to, če bojo odpirali sebe, če bojo spoznajali, če bodo spoznavali sebe. Kaj to pomeni? Če bodo zrušili svoj ego in ta ego počasi sestavljali skupaj. In že 1 leto sem resnično potem največ časa posvetila samo sebi. To pomeni, hranila se, odpirala, našla vse te stvari, katere mislimo mi, da jih nimamo. To pomeni, našla sem ljubosumje, našla sem zavist, našla sem
do sovraštva nisem prišla, to sem šele prišla potem po enem letu, ko se mi je pokazalo, kaj me je najbolj prizadelo in takrat je tudi tam notri se še tisto moglo spustiti. Ampak tudi krivdo, zakaj čutim krivdo, kako to prihaja in tako naprej. No in že v tistem letu mi je pokazalo, da bo to moja pot. In da bo moja pot ljudem samo kazati ljubezen. In se spomnim mojih prvih začetkov, ko sem rekla, aha, ok, to je to. Naj tudi povem, da sem predana enim šamanom, ene šamane imam 4 leta in 4 letam njim sledim. Vsakič jim hvaležna, vsakič hvaležna za to, kar mi dajo, ker mi še bolj odpirajo srce, ker še bolj spoznavam sploh, kaj je sploh življenje in zakaj smo prišli na ta svet. In zraven pač mi je omogočeno, res mi je omogočeno, da tudi to dajem ljudem. In naj vam podelim najprej mojo izkušnjo. Že prvo leto sem vedela, da bo to moja pot, da bom to počela, da bom to delala, da vso tisto znanje, ki sem ga dobila, mi je manjkala ena pazla. Ena pazla mi je samo manjkala. To sem tudi napisala, mislim, da v soboto. Nema, da nema. Takoj, ko kak nov pršel marketinško dober guru ali pa rečemo, ne vem, nek znanstvenik, karkoli, takoj sem se upisala, gremo na izobraževanje, poglejmo, kaj mi lahko da. In to so se kar zlagali zvezke, mislim, če bi vi videli, koliko vam je z teh zvezkov, malo morje. Ampak danes sem ponosna, vmes se kdaj zjokam pa rečem, vse mi je poplačano, vesolje resnično skrbi. Tam imam en listek, en tak velik srček napisan, kadarkoli padeš, se dvigni, saj je tvoje poslanstvo odpirati ljudi za ljubezen, univerzum vse vidi in za vse si poplačana, za vse sem poplačana. Tako da, to je tudi napisano gor. No, in potem je manjkala ena pazla, vso znanje, manjka pa najbolj pomembno, najbolj enostavno, pa po eni strani najtežje. Najtežja zadeva, odpreti srce. In naj vam povem, ko sem prvo leto štartala s tem, ko sem rekla tako, zdaj pa želim podjetnike, vse podjetnike spoznati s tem, da res se zavedajo, ker najprej morajo oni odpreti srce, ker ko bojo oni odprli srce, bodo lahko vedeli, kako lahko soustvarjamo skupaj zgodbo z našimi zaposlenimi, potem bojo vedeli, da v življenju lahko greš čez nek izziv, ampak ta izziv ne pomeni zdaj, da se ti bo porušil cel svet, ampak ta izziv ti samo kaže, kakšne možne preizkušnje, preizkušnja te pripelje do tvoje priložnosti za osebno in poslovno rast. In vsekakor to pa potem odpira obilje vam na vse možne načine. In prvo leto je bilo meni najtežje. Jaz vam ne znam povedati, a si vi predstavljate, da sem nagovorila ne vem koliko podjetnikov, seveda so me vsi takole gledali, ko spogovorim, meni se je čisto zmešalo. Nekateri podjetniki vmes so bili malce posmehljivi v tem stilu, da so rekli, kdaj bom zaslužila moj prvi milijon, pač če si v poslu, je malo drugače zaslužiti milijon, kot pa to, kar počneš. In bistvo na tem, da sem nekako čutila, tako in tako si opolnomočen, to na obredu si opolnomočen in dobiš to vero, polno vero, zaupanja, da to, kar delaš, da je to prava pot. In da bolj, ko delaš pot, ki je težja za ljudi, ki bolj premikaš, to meni si na nek način trendsetter, težje bo, ampak 10krat bolj boš poplačan. 10krat bolj boš poplačan. To je čisto normalno. To v poslovnem svetu, tako bi človek rekel, več tvegaš, večji to prinos. To je konstantno ena te ista metoda. Če še kdo ni slišal, potem boste zdaj malo več vedeli o tem. In nekako sem začutila, da to je to in da bom vztrajala in delala naprej in res, ko jaz rečem, da sem bila na 21 hajah, to pomeni, da sem v zadnjih 3 letih že peljala veliko ljudi. To pomeni, vsak drugi mesec imamo ayahuasko in takrat ljudi pripravljamo na to. Ampak še enkrat lepo prosim, spomnite se, da bistvo vsega tega je, da na življenju ste prišli se učiti o ljubezni. In lahko greste kamorkoli, tu se nam največkrat zatakne. Zatakne se nam tukaj, da nismo pripravljeni sebi posvetiti to posvetiti, da bomo zaradi tega vsak sleherni dan boljši ljudje, da bomo manj imeli izzivov, da bomo bolj srečni, da bomo bolj ljubili, da bomo mi bolj znali ljubiti in da bojo nas bolj znali ljubiti.
To ne vem, kako je to zlezlo pod kožo, ali to nismo imeli nikoli, do tega odgovora še nisem prišla, tako da tega vam ne znam povedati. Kaj se je zgodilo, da ne vidimo, da ko vložimo vase, ko rečemo, ok, ko si priznamo, iskreno, ko si priznamo, nisem srečen, ne čutim ljubezni, nisem ljubljen, nisem lahkoten, manjka mi tega. Kaj je izziv, da to rečemo? Ne znam povedati, mislim, ne znam. Jaz vem, jaz do 2014 tudi vem, da se tega nisem upala povedati. Čeprav sem poskušala vedno biti pristna. Ko sem bila huda, sem bila huda. Ko sem bila vesela, sem bila vesela. Bila sem v podjetju in dvorni norček, in zabavljač, vse možne variante in tudi znala sem, jaz temu rečem, tudi biti troublemaker. Ko karkoli ni šlo, sem hotela ciljno usmerjena priti do cilja. No, ampak življenje te skozi Aja tudi pripelje na drugačno pot. In veš, da čisto vsaka oseba želi biti uspešna, čisto vsaka oseba želi biti srečna, vsaka oseba želi odpreti svoje srce in ljubiti. In kaj je pomembno, da če bi mi vedeli, to je pa naslednja. To me pa zanima, če tisti, ki me poznate, to sem pa skoraj znala, zato imam tako močno izrazite tlele gubice, ker sem se celo življenje smejala. Sem lep, upam, da sem lep nasmešek. Sem nekako poskušala mojega narisati, ne vem, če mi je uspelo. Nasmeh oziroma, da pridemo do te radosti. To je tisto, kar človek želi. Človek hoče biti radosten, poln joja, poln tega veselja noter in to vsekakor lahko vedno naredi. Zdaj, če vas tako pogledam, ali pa če vas pogledam z nasmeškom, je to drugače. No, in zdaj, da podelim izkušnjo. Vsi se tako močno bojimo pogledati našo temo. Tako nas je strah, kaj se lahko zgodi. Ampak v tej temi, točno v tej temi, so največji blessingi, največji blagoslovi, največji diamanti, briljanti, karkoli želite, perle. To je tisto, ko je srček zaprt. Jaz se spomnim moje prve Aje. Tu sem se res predala, na obredi sem se res predala. Ne znam vam povedati, kar tako nekako, Aja me je hranila z ljubeznijo, kar pomeni, da sem res bila izčrpana iz te ljubezni, koliko sem jo predala, da me je potem opolnomočila, da naj se nič ne bojim, da naj se samo predam, da karkoli bo že poskrbela. In tudi na začetku se spomnim, da mi je dala jasno sporočilo, mogli bomo iti v temo, moramo temo počistiti, da boš lahko vsak dan bolj svetla. Le za vsako temo, ko jo boš oddelala, bo še eno dodatna lučka bo zasvetila. Konstantno me to učila in po moje se ljudje, to je danes bistvo videa, kar vam želim povedati, ko mi ljudje rečejo, a si ti nora, jaz na Aju nikoli ne grem. Jaz sem toliko slišal o Aji, jaz sem toliko slišal o teh stvareh. Zdaj, dragi zdravniki, srčno upam, ker vem, da tudi nekateri me spremljate. Jaz ne ocenjujem, da je lahko Aja edino zdravilo, ajuaska edino zdravilo, vendar, če bi vsaj enkrat na leto šel na obred ljubezni, pa na eno Ajo, samo na eno Ajo, sem prepričana, da ne bi bilo vojn, ničesar, da bi bilo samo joy, pa samo love, to pomeni radost, pa ljubezen po celem svetu. Vendar, to nam skrijejo. Aja, ajuaska je psihadelik, to je najstarejša rastlina, to je babica iz Amazonije, najstarejša rastlina, ki je dejansko v Amazoniji, vseh tistih konci jo poznajo, to je njihov način življenja. Oni, ko naprimer rečeš, da te boli glava, oni rečejo, vzami ajuasko. Dejansko živijo Ajo in Aja je skozi v njih, tudi v nas je. Jaz bom tudi rekla, tudi v meni je, ker glede na to, koliko krat jo spijem oziroma koliko jo zaužijem, je tudi del mene. No, ampak, ko nekdo reče, absolutno ne grem, samo to govori o tem, da se boji spoznati vse svoje čustva, ki jih je globoko skril in vsa tista, ki jih je dobil. Nekaj ste jih dobili od staršev, nekaj ste dobili od vaših prednikov. To ste si zbrali, vaša duša si je to zbrala, ker skozi to osebo boste potem največ podelali. To ste vi videli, preden ste še prišli v nekam ste se uselili v nekakšno telo, to pomeni v eno drugo dušo.
To ste vi vedeli. No, ampak kaj vidim, kaj se dogaja? No? Ljudje hrepenimo oziroma hlastamo potem, da bi bili uspešni, da nekdo vidi, da smo uspešni, ker danes velja pravilo, to vam lahko tudi jaz povem. Ko sem delala v Skazi, pa ko je Skaza govorila na polno o tem, koliko smo, kakšne prihodke smo delali, kaj smo odpirali, gor, da sem trge, takrat je bilo intervjujev, koliko hočete, kolikor hočete, lahko so me klicali časopisi, boš na tej televiziji, boš tam, tako res jih je bilo veliko. In to tudi počno, predvsem želijo delati uspešne zgodbe. Ko je prišlo do tega, da sem želela podeliti zgodbe, da naj ljudje res poskušajo gledati na to, kako grejo vase, da grejo noter v svoje srce, to je bilo tako, da se je zmešalo, ta sploh ne ve in gor dol in sem in tja. To pomeni, še vedno živimo v zelo močnem materialnem svetu. Še vedno. Vam pa tako polagam na srce, dokler vi ne odprete sebe, ne začutite svoje ljubezni, dokler ne začutite vrednosti, svoje vrednosti, ne morete priti, mislim, seveda, da lahko prijete, eni so bogati na tak način, pa grejo pa na potovanja, pa si s tem kupijo ljubezen. Ampak tisto potovanje glih traja 14 dni, da so tam, pa so prve 3 dni malo nesrečni, ker rabijo nekaj časa se sprostiti, no, so to moje izkušnje delim, potem malo se naužijem, prijem nazaj, pa 3 mesece mogoče razmišljam, kako je bilo lepo na poti, kaj vse sem videla, gor dol sem tja in to je to. In potem spet padem v ti svoj ritem. Tega pri meni več ni. Pri meni je vsak sleherni dan enak. In ko padem, se znam takoj povrat. Vsakič, ko vem, da nekaj ni tako, kot bi moglo biti, rečem, vesolje mi to sporoča, da je že tako prav, da je to zelo prav zame. In druga zadeva, kdaj vem, da je moje srce čisto in da bo vesolje vedno delalo v moje najvišje dobro, zato ker ne sodim nikogar več. Ne obsojam, ne sodim, ne čutim nobenih zamer, do nikogar. To pomeni tudi tisti, ko so me nekoč prizadeli, se spomnim, ko sem leta 2016 pisala sporočila mojim sodelavcem, da se opravičujem, ali pa, ne vem, prijateljicam, ne vem, komorkoli, bivšim partnerjem, komorkoli sem pisala. Eni so se norca delali iz tega, ampak meni je bilo čisto vse eno, ker sem vedela, da je moja duša svobodna, da je moja duša dala rukzake dol. No, dan sem bolj doživeta. Včeraj sem tako srčno, bi vam poskušala to povedati, danes pa malce drugače. In ljudje se navadijo in rečejo, aha, se mi nič ne manjka, imam čudovito službo, imam krasnega moža, le skupaj živima, tudi če živima en mimo drugega, nad zato, kaj pa pol. Imam 2 čudovita otroka, no in to je zdaj moje najbolj ključno sporočilo. Ali živite, ali samo obstajate, ali hodite en mimo drugega, ali res živite. A to pomeni, da ko prijete domov, se stiskate, se ljubčkate, se mal energija se pretaka, ali z otroci to delate, ali je, to ne pomeni, da se ne kregate, tudi jaz se kdaj pa kdaj, jaz se z enim sinom ful ima rad, da se mal boksava, tako, ima rad, to je njegov občutek, da mi pokaže ljubezen, jaz pa njemu, pač moramo, to pač rad počne. Drugi ima rad, da se mal več časa pogovarjamo z njim in tako naprej, ampak pomembno je, da je strast, da veste, da ste živi. In ko veste, da ste živi, takrat tudi to ljubezen lahko dajete naprej. Če pa to samo, da ste, samo da obstajate, da ste tam, pa da to kakšno sporočilo dajete svojim otrokom. Se bojo vaši otroci našli, vaše partnerje, se jim bo zdelo, da je to normalno. Da lahko tudi on samo pa z ženo ali pa pač, če je on moški, da ima svojo ženo, da čisto v redu sem, da živita. Ne da živita, samo da obstajate. To je okej. Lepo prosim, na ta planet smo prišli se učiti o ljubezni. Vsak sleherni dan. Zato tudi, naprimer, jaz nikoli, ko mi kdo reče, aha, sem si našla ljubimca ali pa sem si našel ljubimko, če je to ljubezen, če se to širi ta ljubezen, če človek če išče, ker vse, kar išče, da dobi ljubezen.
ampak pač on se je odločil ali pa ona se je odločila na tak način. Ni se odločila, da bi poiskala, da bi šla noter vase ali poiskal, da bi šel noter vase in to ljubezen spoznal. No in skozi te 3-4 leta vem, da je šlo, so šli z menoj čudoviti ljudje, ki so naredili nore spremembe, res nore spremembe. Samo izziv je, ker nas je strah iti na to. A na prvo leto sem se tako borila, prav borila sem se, čeprav sem vedno rekla, da tega ne bom počela, a bom dobila stranko, a bo prava stranka, kako naj stranko prepričam, danes tega več ne rabim početi. Danes stranke same začutijo klic, danes me najdejo ljudje, ko me v življenju niso poznali, sploh ne vejo, kdo sem, ampak čutijo klic, da je prav, da svoje srce spustijo. Mi vsi imamo noter, tako da bi si predstavljali, noter v vas je ogenj, ki hoče, tako je meni rekel šaman, zato bom tudi to danes povedala, oziroma in to tli, to se mora kot lava zliti, ampak da se zlije, je treba odpreti ta srček in ta srček je treba samo očistiti in ga očistite na tak način, da si dovolite spoznati, kdo ste. Da pa si dovolite spoznati, kdo ste, je pa treba začeti dajati dol te slabe vzorce, ki smo jih skozi obdobje pridobili. Kdaj veste, da radi sodite, da niste še tako v svojem srčku. Ko se radi pogovarjate, greste s kom na kavo, pa radi govorite o drugi osebi, o tretji, govorite o tretji osebi. Ko radi govorite o drugih ljudeh, ne njim, ampak drugim. Ko poveste osebi tisto, kar mislite, ampak poveste ne iz srca, ampak iz uma, zaradi tega, ker ste vi sami zahtevni do sebe. Ko človek govori resnico, pa ko govori iz srca, tudi če drugo osebo malce boli, verjamte mu, da vam bo za celo življenje, ali pa verjamte ji, da bo za celo življenje čez čas hvaležna ali pa hvaležen, sem zdaj še ne ve, ko bo dozorela stvar pride. Je pa res, da človek, ko se odloči, da gre, da odpre svoj srček, je isto tako, ko ga pokliče, nekaj ga pokliče, tako kot jabolka, ko je zrela dozori in takrat pade. Takrat jo lahko mi poberemo ali pa pade na tla. Ne more še prej. In skozi to obdobje je šlo z mano kar nekaj ljudi. Ko jaz danes pogledam te ljudi, se včasih zjokam, kakšne spremembe od sreče. Kako velike spremembe so to? Kako velike spremembe so na osebnem področju, na poslovnem področju, najbolj, kar si pa potem še dan kljukico zraven, pa na prihodkovnem. Ko vidim, da ljudje tudi s tem, ko oni delajo na sebi, dobivajo svojo vrednost, dajo sami se zavedati, da so sami sebi največja varnost, ne da iščejo kakšno varnost, potem tudi prihodkovno se avtomatsko odpre, ker si oni sami dvignejo vrednost. In ne zato, da rečejo, na trgu je taka cena ali pa tak produkt, ampak zato, ko čutijo, ko rečejo stranki, moj produkt stane toliko. Če želite, vam ga dam, ampak zato boste dobili kvaliteto. In tu stojim za tem. In stranka je pripravljena plačati. V primeru, ko stranka ni pripravljena plačati, takrat stranka še dvomi in tudi ona ni pri sebi razčistila. Vse bi vam rada v enem videu povedala, pa ne gre vse v enem videu. Najbolj bistveno je, da sem razumete 4 tiste najbolj pomembne stvari. Da ste prišli se sem učiti v ljubezni. In če ne čutite ljubezen, če se ne vležete zraven v vašega moža, vašega partnerja, partnerke, z veseljem v poslu, pa se mu stisnete, pa radi se muckate z njim, potem nekaj ni okej, potem ne živite in vaša energija noter tli kot vulkan in se hoče odpreti. Nekje mora ven priditi. In potem hodi skozi jezo, skozi žalost, skozi nemoč, v resnici pa ta ljubezen samo želi priti do tega, da nekomu rečeš tako za Božjo voljo, ljubim te, tako te ljubim, brezpogojno te ljubim, brezpogojno se ti predajam. Včasih mi je ful zanimivo, da marsikdo od teh duhovnih učiteljev, ki poučujejo duhovnost, se ne upa iti na noben obred. In potem se včasih vprašam,
pa če vse, kar daje obredi, vse, kar, to pomeni vsak obred, samo pelje nas do ljubezni. Čisto vsak obred. Pomeni, če nas je strah, česa nas je strah, a ne želiš dati, ne vem, mogoče krivdo stran, zamero stran, ne vem, ljubosumje stran, strahove stran, da lahko se malce osvobodiš, da vsaj za Božjo voljo vršeš kak rukzak dol. Česa nas je strah, oziroma česa še posebej, dragi moji, zdaj vas pa resno nagovarjam, predvsem trenerje, kouče, terapeute, kdorkoli pa ste, dajte mi razložiti, kako človek ne upa iti, pa ne z mano, lahko greste s komorkoli, meni je čisto vseeno, jaz bom mogoče še podelila, zakaj je pomembno predpriprava, da ne upate iti na nekaj, zato, da se vi napolnite z ljubeznijo in da teh vzorcev, ko jih imate vi, ne dajete naprej. Zato, ker vsakič dobim ista sporočila, kje imam zvezek, vsakič ista sporočila na AI, vsakič. Mogoče bom ena taka zdaj prebrala, ker je, to pomeni, čaki, da vidim. Ko tega malo, rajš naberem, kaj tega veliko, no bolj bom povedala. Prišli smo po ljubezen in prav je, da dajemo ljubezen. To, kar imamo mi, dajemo naprej. Če imam jaz te vzorce, ki so taki, mene je strah, tega ne upam, on ga ne upam, dajem to naprej. Ta oseba isto to ne bo upala, In moja vizija, a veste, ko govoriš o viziji, lahko govoriš 3 leta, 6 let je, da bi vsak Slovenec in Slovenka vsaj enkrat šli na leto na obred ljubezni in vsaj enkrat na leto na ajuasko. Vsaj enkrat zato, da dajo bremena dol, da se zavedajo, da je smrtna posla lahko čisto vsak sleherni dan. Kaj pomeni smrtna posla? Govoriti samo resnico. Samo resnico. A veste, že laž je to, če rečete sodelavcu, da vas sodelavcu vpraša, greva na kavo, pa rečeš, ne, mudi se mi po otroka, v resnici se vam pa ne mudi po otroka, In mislim, greste, ne ljubi se vam itana. Že to so laži. To pomeni, ko začnemo iz resnico govoriti, tako je easy, pa tako težko. Prvo to. Ko začnemo resnico govoriti, se mi najprej počutimo osvobojeni. Ko dovolimo pokazati svoje čustva, smo 3-krat nagrajeni. To zdaj ne govorimo tako, da smo samo, da gremo kao, da ne bomo izpadli, pa smo šli v vlogo žrtve. Ne. Ranljiv človek pa v vlogi žrtve, to sta 2 totalno drugačni zadevi. Ranljiv človek se zaveda, da je ranjen in potem vstane in reče, grem po pomoč, grem poiskat, ampak on želi postati zmagovalec. Žrtev želi se hraniti od drugih, da je drugi govorijo, kako je Boga. Tako da to ni isto. In ta tretja stvar, katera je, če nimamo joya v sebi, to pomeni, če ne hrepenimo, če ni te strasti, da greste kamorkoli, če stopite skozi vrata, do otrok, dobro jutro, dober dan, dober večer, če nimate tega noter v sebi, pa dajte mi povedati, kak smisel vidite življenja, da rečete, da ste zaradi svojih otrok, moram počakati, da bo otroci odrasli, vaši otroci so prevzeli vaše vedenje, če ste vi slabe volje, ali pa da se mulate in da ne govorite s partnerjem 3 tedne, bo to vaš otrok prenesel tudi na svojo partnerko ali pa partnerja, če to ne bo delal. Ker jaz sem tudi prenesla. Vse tisto, kar so moji starši meni dali, teh vedenj, sem tudi jaz prenesla v mojo družino, dokler nisem začela počasi s strpnostjo, s potrpežljivostjo dajati dol. Ok, sedaj pa mogoče malce usmeritev v to, vsi tisti, ki izvajate obrede, ker vas je kar nekaj takih, vem tudi kar nekaj takih, ki me gledate, spremljate, pa ne bi šli na obrede, eni delate obrede, bi vam mogoče dala malce na svetu. Mi smo, moji učitelji šamani je pri njih sedaj njihov učitelj, to meni njihov učitelj iz Peruja in sem imela priložnost peljati prvo skupino, zdaj bo 3 mesece tle, oziroma 3 mesece po tle, in sem imela priložnost peljati prvo skupino na obredana. V tej skupini je bilo kar veliko novih in mogoče 4 so pa bile že osebe, ki so že bile prej na obredu.
In to doživetje je v meni, jaz sem rekla, kaj takega, my God, jaz bi si želela, da si to čisto vsak enkrat začuti. To meni, da mi ne rabimo iti v Peru, da lahko Peru prije k nam. In še enkrat pravim, vsi vi, ki ste duhovni učitelji, če vas je strah iti na en tak obred, mislim, iskreno povedano, z mano res lahko delajo samo ljudje, ki upajo iti na sveto medicino, ki vas napolni z ljubeznijo, ki vas samo napolni z ljubeznijo. Vem, da bo to prišlo tako, ker čez 2, 3, 2, 5, ne vem koliko leta, bo to normalno, se bo to počelo, se bo to delalo, bo to način življenja, kot je mogoče v Peruju. Zato, ker nas je že veliko taki, ki smo to dali čez, ki vidimo v tem, ker smo spremenjeni in tako naprej. No, ampak, da se vrnem nazaj. No, in ko sem jaz imela priložnost videti, kako ta šaman dela resnično zdravljenje z ljudmi, kako hoče, kako se zaveda, da smo vsi ljubezen, da smo vsi enost in kako je poskušal pri vsakemu priti do tega zdravljenja, da res začuti ta notranji mir, to spokojnost, to, kako naj rečem, tako, sploh ne znam povedati, no, tako da si na jasi, tako, nimaš nobenega rukzaka gor, vsi rukzaki so dol, lahko, ali pa tako bi rekli, da vzamem, imaš prazen list, odloči se, kako ga bo začel pisati. Ko sem to doživela, me je stisnalo vmes in sem rekla, oh my God, jaz moram z vsemi mojimi, ki so bili na obredu, to podeliti, da saj spoznajo, da doživijo srce zdraviteljstva, tudi kar se tiče iz Peruja, kaj to pomeni. Čeprav moram povedati, da že naši šamani so vrhunski. Zdaj pa, če je prišel nekdo, kar pa pomeni, da je rojen od malih nog, to pomeni od malih nog, ki jih učijo, da so šamani, da eni so šamani in oni pač so rojeni za zdravilce, oni to imajo noter v krvi, tako kot pač imajo naši šamani so se učili skozi leta, medtem ko ti pa že od rojstva rastejo s tem. Ampak kaj pa je pomembno? To pa je zdaj za vse tiste, ki pa to počnete. To se pa meni zdi eno izmed. In to sem včeraj dobila tako na močno, še dodatno potrditev, kakorkoli da vem. Kaj je moje delo, ko jaz peljem ljudi na ajuasko ali pa na kakršnekoli obrede? Prvo sporočilo, kar sem ga želela tako, da ga vsak razume, ko gre z mano na kakršenkoli obred. Ne želim, da naredite tako, pa da zdaj greste kar v svet meditacije, pa vsak dan meditirate spod cele dneve pa to, ampak želim, da teh 20% duhovnosti povežete s seboj, tako povežete s seboj, da se zavedate, da bolj, ko boste vi delali na sebi, ko boste vsak sleherni dan se vprašali, kaj lahko naredim, da sem boljša oseba, kaj lahko naredim, da danes dam ljubezen sebi in nekomu drugemu, kaj lahko naredim, da danes osrečim sebe in da osrečim druge ljudi, takrat se igra začne. Takrat se igra začne, to pomeni vaše potovanje začne, da ste vsak dan tukaj in zdaj in da ste pristni to, kdor ste. In to meni 20% te duhovnosti sem želela, da jo ljudje začutijo. Ne, da govorimo o duhovnosti, ampak da se zavedamo, da duhovnost je to, da ste to vi, da vi sprejmete pristno osebo takšno, kot ste, sebe. Ampak, da greste kar tako mal na obred, pa kar tako greste mal na obred, pa kaj se bo pač zgodilo, se bo zgodilo, je meni tako, kot da se zdaj gremo, ne vem, ali pa gremo igrati nogomet in imamo tisti gol in pol kar naenkrat tega gola mi več nimamo. In mi pa streljamo, žoga gre malo sem, malo tam. Ne veste, kam streljate, kam ste brcnili tisto žogo, kam, naprimer ne veste, ali pa tako, naprimer, da se odločimo, da se gremo peljati. Ne, odločimo se kam, a gremo v Ljubljano, a gremo v Maribor, a gremo v Koper, kamorkoli, odločimo se. In preden gremo na obred, je dobro iti v izvor. Konkretno pogledati,
odpreti se, pogledati, kaj je tisto, kar vas izziva, kar vam ne dovoli notranjega miru, kaj vam ne dovoli sreče, kaj vam ne dovoli, ne vem, ljubezni. Treba se dotakniti, ker če se boste dotaknili in potem delali na tem, to meni pri meni delajo, ja, jaz sem tu kar mal, ampak jaz rečem, da mi vesolje mi pol to poplača, pa tudi oni mi, vsi moje stranke mi poplačajo, ko najprej so malo hude na mene, kaj vse morajo delati, pa ko delajo, pa vidijo, do kam pridejo, ne. To pomeni, kam je pot, rabimo cilj, kje želimo biti. Prav je, da poznamo, kakšen mes imamo notri, ki se skriva noter v nas, rabimo, to pomeni cilj, moramo pogledati ta izvor in rabimo nekaj, kar se bomo prijeli, da bomo spremenili naša prepričanja. Če se spomnite, ja, zdaj pa imam flomaster, še to mogoče narišem, da vas spomnim. Se nekje imam, vmes mi je lažje risati, no? Pa bom zdaj tako naredila, da vam na hiter napisala. Ne pričakovati pa tako dobro lepega narišem, tako da na hiter. Če se spomnite, 7,5% je v tebi, draga moja, in v tebi ima znanja, ki si ga lahko podedovala od svoje mame, od svoje babice, od kogarkoli. Samo 7,5%. Če je tvoja mami zdravnica, pa moja mami navadna delavka, imaš ti 7,5% več, kot jih imam jaz. Moja mami zna, ne vem, delati, ne vem, sataraš, tvoja mami zna pa kaj več povedati. To meni tista znanja, ki jih ima tvoja mami izpostavljena, pa moja mi 7,5% dobima. 7,5% dobimo spretnosti. Bom pojasnila te spretnosti, ker je tako. Če ste vi športnik, naprimer, garantirano, da bodo vaši otroci bolj športni kot pa jaz. Mislim, bojo vaši otroci bolj športni kot pa moji otroci, ker midva z Igorjem nismo športnika. Midva z Igorjem skrbimo za zdrav duh, kar pomeni, da delava to, da se počutimo dobro. Nismo pa športnika, to meni ne treniramo vsak dan, to in tako naprej. To so spretnosti. Če vi, naprimer, ste slikarka, bo vaš otrok že avtomatsko imel noter bolj izrazito spretno slikanja, medtem ko moj otrok. Če jaz plešem, je sigurno 7,5% moji otroci znajo tudi malo bolj se vrteti. No, 85% je pa naši prepričanj. So pa naša prepričanja in teh 85% vi lahko spremenite. Če je vam mami rekla ali oče, nikoli nič ne bo iz tebe, nisi dovolj dober, ti si nikoli ne boš nikogar našla takega ta pravega, daj vzam to službo, ker druge si tak ne zaslužiš in tako naprej. To so prepričanja, ko ste jih dobili. In na teh prepričanjih mi najbolj delamo. Ta prepričanja lahko spremenite. Vsa prepričanja lahko spremenite. Saj ste že slišali marsikatero zgodbo, ko par ni mogel imeti otrok zaradi tega, ker so bila taka in taka prepričanja, pa se je pa sprostil, pa je zadihal, pa je spustil vsa bremena, spustil kontrolo, pa je pa ta oseba zanosla. Ta oseba zanosla in tako naprej. Naša prepričanja, to pomeni naši rukzaki, to so ti rukzaki, ki jih dobimo, naprimer naši starši, v vrtcu kakšne vzgojiteljice, Meni je ena kar pustila posledico, moram priznati, pa to sem oprostila vsem zdaj. Imam učiteljico, naprimer, ne vem, če se spomnite, kakšni so bili moji videi, sem se vedno obremenjevala, kako govorim, sem se pripravljala na to, zato ker in v osnovni šoli in v srednji šoli sem najboljši spis, katerega sem pisala. V osnovni šoli sem 4, nikoli 5, ker mi je tudi rekla, da pač sem Balkanka, da obe sem imela tako izraziti učiteljici, ki sta bili tipični Slovenki. In jaz sem bila pa Halilovička. Veste, Halilovička tudi zna malo kako balkansko povedati, pa dobro, to je normalno, ampak zelo, zelo sem se s tem obremenjevala, dokler pač sem rekla, ok, sej sem tudi po moje godrnjala nazaj, vse je normalno, oprostiš. Potem je kak prvi fant, pusti kako posledico, potem kaka prijateljica, to so take stvari, ko ostanejo, ampak to potem da stran. Mogoče, če pa daš stran. Kaj pa, če ne da stran? Potem se pa ne spominjate ne otroštva, ne mladosti, vse to noter ostane tli in vi sploh ne veste, kaj vas bremza, da spustite svojo kontrolo.
Pa čisto kratko še, to pomeni, lepo prosim, vedno delajte predpripravo, pojdite na izvor, poglejte, celo tako razmišljam, da ko hodite na druge obrede, da bom tudi odprla možnost tega, ker to pa sem, jaz pa to pa res lahko rečem, da sem že strokovnjakinja v tem, kar počnem, da bom lahko pomagam ljudem jih pripravljati na to, da imajo res odličen obred, od obreda odlično zadevo dobijo in potem tudi to znajo integrirati v življenje. Tako da in predvsem to, da najdete prepričanja, katere vas omejujejo, če so vam starši, mogoče da podelim, rekli, da nikoli ne bo dovolj dobro, sigurno mora eno izmed bi bilo dobro, da je ena iz afirmacij, kaj, če so nam govorili, da ni dovolj dobro, kakšno bi mogla reči, opuščam vse, kar mi ne koristi več in sem dovolj dobra. To pomeni, poskušamo s tistimi stvarmi, ki smo jih dobili, očistiti, da je lepša pot. Tako da, dragi moji, naredim zaključni stavek. Denar nam da moč in denar je lepo imeti. Resnično. Prosim, dragi moji, ne tisti, ki govorite, ja, jaz ne rabim denarja, ja, pa gor dol, pa sem pa tja, vi ga note imeli. Sprejmite to, da denar je lepo imeti. Lahko si kupite, kar želite, lahko greste kamorkoli, lahko bi zdaj prišli takoj k meni na obred in tako naprej. A me razumete? Tako da meni je najlepše, tako mi srček ko dobim sporočilo, naprimer od kakih oseb, da mi napišejo, šparam denar, da grem z vami na obred. Mislim, my God, takrat kar ne vem, takrat vem, koliko oseba si želi na tem narediti nekaj zase. Res, taka sporočila, dragi moji, me res tako prav začutim jih. Vedite pa, da sem marsikomu obred podarila in tudi to ni v redu. To res ni v redu. Ko delate na sebi, je prav, da date noter, to je naložba za vas. Ko pa dobite nekaj, je pa to kot nekaj, da tako, sej, kao rečete, ste mi hvaležni, mi boste hvaležni, ampak ne pride pa direktno do vas. Ko pa vi v nekaj vložite, pa vi rečete, zato hočem nekaj dobiti. In potem tudi to ste pripravljeni delati. Tako da odprite svoje srca, dovolite si, kamorkoli greste, vsako predavanje, vsaka delavnica, ki je ta prava, ne glede na to, kamor greste, imate naloge. Pri vsakmu od teh, pri katerih sem jaz sem imela toliko nalog, skozi sem mogla naloge delati, ampak te naloge so me pripeljale do tega, da sem spremenila svoj ritual, da sem vnesla svojo neko dnevno rutino, da sem si dala neko konsistentnost v določene stvari in da se je moj ritem naučil na to, da je potrebno akcijo upeljati. Brez akcije ni nič. Nič ni brez akcije. To pomeni, to pomeni. Jaz sem še čisto malo razigrana, zdaj imam veliko joja noter v sebi. Tisti, ki imate srčka odprtka, najprej pojdite na obred ljubezni, seveda lahko tudi greste na ajo, zame je dosti lažje tisti, ki greste najprej na obred ljubezni, pa potem na ajuasko. Tisti, kamorkoli hodite drugam, lepo prosim, dajte to delati, dajte narediti na tak način, da ko greste na te obrede, da si določite ne kar tak neko namero. Namera mora iti na izvor, morate videti, česa vam manjka. Če pa lahko podelim, katero pa predlagam čisto vsem, ker to z veseljem delim, dajte si najbolj enostavno namero, odpiram se za ljubezen. Odpiram se za ljubezen, to je to, saj samo ljubezen človek potrebuje, pa tisto vero vase. In potem, kar je, delajte na nečem, da spreminjate prepričanja, vedite, da ko greste nekam, ste po mesecu dni enaki, če nič ne naredite s tem. Nič ne naredite, kvečemo lahko ste še bolj zafrustrirani, ne da greste gor. In tako kot pravijo v poslu je vedno 80% predpriprave za dober, uspešen rezultat. Oziroma za dober rezultat. Ne vem, kako bi vam dala zaključek na vse to. Zdaj gledamo mojo mandalo, ko je čudovita. Vse sporoča noter v tej sliki. Včasih sem imela drage slike,
drage slike znanih avtorjev. Sej zdaj še manj kako, ampak zdaj so mi najbolj drage slike tiste, ki mi sporočajo enost, to pomeni, ki imam vse združeno noter v tem, da mi pove, kako je lahko človek res srečen in ljubljen in dejansko ima vse tisto, kar želi. Zdaj me že mož prišel dvakrat pogledati, če sem že konca, se nekaj moram mi tole posnet, želim to posnet. Seveda to ne pomeni, da ko grem jaz na vsako ajo, ko kdo reče, enkrat se spomnim, je ena rekla, na to kihaja si še bila, pa še kar ima začistiti. Ja, veste, jaz ko peljem skupino na obred, jaz se skonektam s to skupino in marsikoga jaz tudi kaj očistim za njih, sem pa vsakič do sedaj, vsakič na polno nagrajena. Res, tako nagrajena, da rečem, jaz mislim, da če mi ne bi bilo ime Tanja, bi bila sigurno, bi mi moglo biti ime Aja, zaradi tega, ker sem res povezana tako z Ajo. En lep večer, jaz upam, da sem vam poskušala kaj skozi to povedati, brez odstranjevanja blokad, zamer, jeze, žalosti, krivd. Dragi moji, ne morete biti srečen, ljubljen človek, zato ker je to toliko ostalo notri. Prej, ko to razrešite, prej omogočite svojim otrokom prosto pot, potem omogočite svojim vnukom in vsem generacijam naprej. Enkrat je treba ta vzorec prekiniti. Jaz se ga pač prekinjam pri mojih starših. Nekaj sem seveda ga dala Tijanu, pa Tristanu, poskušam, da je tega čim manj, ampak verjamem pa, da jim bom pa napolno jim bom dala ljubezen, joy, tega bo imeli pa v taki veliki meri. Tisti, ki želite, boste me poiskali, tisti, ko pa greste kam drugam, pa prosim, upoštevajte nasvet, da ajuaska je zdravljenje tistega, kar imate notri in zato, da se lahko pozdravite, je treba poiskati vaše blokade, pripraviti namero in iti na izvor, da v resnici najdete, kaj je tisto, kar vas bremza, zato, da bi lahko bili ljubljeni in srečni. Lahko noč.